Pozdravljeni! Zopet je čas za naš običajen komentar novic, kjer si bomo skupaj pogledali, kaj se je zanimivega zgodilo v svetu Formule 1 v preteklem tednu. Tudi tokrat bomo šli po tistem urejenem, znanem konceptu, kjer bomo novice zbrali v 4 različne sklope. Vkolikor bo koga zanimala tista originalna novica, katero citiram, dobi bližnjico kot ponavadi v opisu. A tokrat boste opazili, da bo kar nekaj sklicevanja na starejše prispevke, predvsem starejše komentarje novic. In zelo zanimivo bo razumeti, kaj se je zgodilo v zadnjih nekaj tednih, ko smo nekaj napovedali in sedaj se zopet te novice pojavljajo v medijih. A začnimo kar s prvim sklopom. V prvem sklopu se bomo pogovarjali praktično o zaključnem delu tega čudnega prestopnega roka v sezoni 2020. Namreč v raznih virih lahko slišimo različne zgodbe, kaj se bo zgodilo. Uradnega ni še nič. Gre za govorice in hočem še enkrat poudariti za govorice, da me ne bi kdo lovil za besedo. A mislim, da najbolj široko sliko, da je tisti prispevek, ki smo ga lahko dobili na spletni strani Race Fans 19. oktobra. In v tem članku je navedeno, da Pierre Gasly bi lahko zamenjal Estebana Ocona pri tovarniški ekipi Renault oziroma Alpine, kot se bo imenovala v naslednji sezoni. Namreč kar naenkrat je Pierre Gasly tisti najboljši francoski voznik in pri Renaultu hočejo dvigniti nivo svoje ekipe. Zanimivo je, da v komentarju novic številka 21 sem trdil, da ni dobro za Gaslyja, če bi se zopet vrnil v Red Bull, ampak da je boljše, da počaka na neko novo ponudbo, novo varianto. In ukolikor bo to držalo, izgleda, da se mu je boljša ponudba prikazala. In seveda, sedaj vprašanje, zakaj bi se to zgodilo, kajti Pierre Gasly je v sferi Red Bulla. Red Bull naj bi se, po mnenju nekaterih forumov, menil z Renaultom za pogonske sklope, predvsem za Alfa Tauri. In podobno kot je prestopil Carlos Sainz, naj bi sedaj kot neko menjalno enoto uporabili tudi Pierra Gaslyja. A kot sem povedal, gre za govorice. In podobne govorice so okrog Pereza in njegovega prestopa v Williams, kjer se ne ve točno, ali naj bi zamenil Georgea Russella ali Latifija. A Perez je zanimiv za take ekipe ne samo zaradi svoje konkretnosti in konstantnosti, temveč tudi zaradi tega, ker ima izjemno močne pokrovitelje. Govori se, da Perez seboj prinese približno $15 milijonov pokroviteljev, kar je izjemno zanimivo za ekipo kot je Williams. Nika Hülkenberga mnogi povezujejo z Red Bullom in o tem smo govorili praktično pred nekaj dnevi. Videli bomo, kaj se bo izvilo iz te zgodbe, a o tem sem že povedal dovolj. Mick Schumacher naj bi pa debitiral v ekipi Haas in ne v Alfa Romeo Racing. Nekaj takega je že omenil Leo Torini in tudi mi smo že to nekako podčrtali, da je rekel. A vseeno zanimiv je razlog, zakaj naj bi Mick Schumacher debitiral v ekipi Haas. Kot je znano, ekipa Haas kupuje vse, kar lahko pri Ferrariju. Zasledil sem govorice in zopet ponavljam govorice, da bi lahko pri Haasu zamenjali dobavitelja, ozirali naj bi se v smeri Renaulta. In zato naj bi pri Ferrariju razmišljali, da je boljše prepustiti ekipi Haas Micka Schumacherja, kateri je zanimiv zaradi priimka kot potencialni multiplikator pokroviteljev. Namreč z Mickom Schumacherjem bi lahko bila finančna podoba ekipe Haas boljša, kajti prišli bi novi zunanji pokrovitelji. In seveda,
Vprašanje je, ali se bo to res zgodilo. Lahko smo pa zapazili na članku 21.10. na spletni strani Essential Sports, da naj bi pri ekipi Haas praktično se odpovedali tako Grosjeanu kot Magnusenu in to bodo uradno objavili zopet po viru v naslednjih dneh. Günther Steiner naj bi se pogovarjal z Mazepinom in seveda tudi Schwarzmana ne smemo izločiti. In seveda, sedaj smo dobili sliko, katera je izjemno podrobno razdelana, a ne kaže neke jasne podobe. Če se vpraša mene, vsaj kar se tiče ekipe Haas, bi bila res najboljša varianta, da bi nekako dali mladega voznika, kateri naj si bo Schwarzman, Mazepin, Schumacher, zraven nekoga izkušenega, kar bi lahko bil že prej citirani Perez, kateri ima tudi svoje zaledje pokroviteljev. Seveda, gre za moje osebno videnje, katero ni podprto z nobenimi govoricami, ampak mislim, da strani ekipe Haas bi bila ta varianta najbolj logična. Ampak dovolj o tem prestopnem roku, pojdimo raje na drugi sklop. Okrog tako imenovanega spiska Listed Parts je bilo letos v sezoni 2020 kar nekaj govora. A pravilnik, kateri bo stopil v veljavo v naslednji sezoni, določa, da tiste ekipe, katere imajo letos v sezoni 2020 dele homologirane v lanski sezoni, to se pravi 2019, bodo v naslednji sezoni lahko uporabljali letos homologirane dele. Torej, ekipa Racing Point ima obese, katere so bile homologirane na lanskem Mercedesu V10. V naslednjem letu bodo lahko uporabili tiste letošnje iz V11, brez uporabe razvojnih žetonov. To je hitra, poenostavljena razlaga. Podobno se bo zgodilo na primer pri ekipi Alfa Tauri in obesah iz Red Bulla RB16 in mislim, da to je logična zadeva. A mnogim lastnikom ekip ta način ni všeč, se pritožujejo, kajti te ekipe, katere rabijo, recimo temu starejši material, so ponavadi lahko tudi hitrejše od tistih, katere imajo aktualni, ampak malce manj razvit material. In tu bi vas rad spomnil na tisto, kar smo povedali v našem tedenskem komentarju številka 23. Tam je Cyril Abiteboul dobesedno kuhal mulo, kako ni prav, da se Racing Point tako okorišča. A s tem je pozabil, da njegov Renault, čeprav v nadaljevanju sezone se je pokazal kot bistveno hitrejši, ima svež material, Racing Point pa leto starejšega. Po njegovem bi bilo pravično, da v naslednji sezoni bi določene ekipe bile prisiljene imeti 2 leti starejši material in seveda tako bi njegova ekipa dobila prednost. Treba je poudariti še nekaj. Slišali smo lahko v raznih virih, da naj bi Racing Point že letos rabil obese V11. V resnici se je to izkazalo kot velika izmišljotina, kajti bežen pregled fotografij je pokazal, da letošnji Racing Point ima lanske dele Mercedesa, kar je skladno s pravilnikom, a mnogokrat se pozabi preveriti tisto, kar se napiše. A pojdimo raje naprej. V tretjem sklopu pa bo beseda tekla zopet o klasičnih bolidih Formule 1. Tematiko smo že obdelovali v komentarju novic številka 19, ko smo videli, da je nekdo praktično na novo naredil legendarnega Tyrrella P34. Danes se bomo ustavili ob podobni novici. Na spletni strani Motorsport 19. oktobra smo lahko zasledili, da so ponovno naredili 6 komadov bolida Wormhole v W5. Tistega bolida, katerega sta imela na razpolago Tony Brooks in Stirling Moss in z njim sta osvojila prvi konstruktorski naslov leta 1958.
Zanimivo je tudi to pri tem bolidu, da ga je pomagal ustvarjati legendarni Colin Chapman na začetku svoje kariere. Gre za 6 bolidov, kateri so 100% zveste replike tistega bolida iz že omenjene sezone 1958. Zanimivo je tudi to, da ime Wonwall oziroma pravice do uporabe imena so kupili navdušenci leta 2012 od koncerna Male. In zanimiva je tudi cena bolida, govorimo o 2 milijonih funtov. Namreč izgleda, da te starejši bolidi imajo neko tržišče, še vzbujajo strast pri določenih navdušencih, kateri si lahko privoščijo tako drage replike legend, do katerih pa drugače verjetno ne bi mogli priti, kljub temu, da imajo ogromno denarja. A pozdravljam take akcije, katere znova obujajo tiste legende, o katerih smo lahko samo slišali in katere večina od nas je videla samo na fotografijah in seveda črno-belih posnetkih. A pojdimo še k zadnjemu sklopu. V našem 4. sklopu se bomo pa za trenutek ustavili pri Lance Stroll, ekipi Racing Point in njihovimi postopki za zajezitev širjenja virusa COVID-19. Vemo, v svetu Formule 1 so vzpostavili kar strog režim, kateri se je pa pokazal za uspešnega. A 21. oktobra na spletni strani Essential Sports smo lahko zasledili novico, da poleg tega, da je imel Lance Stroll želodčne težave, katere naj bi bile glavni vzrok, zakaj je izpustil veliko nagrado Eiffla, poleg tega naj bi bil celo pozitiven na COVID-19. In seveda na to so namigovali mnogi viri, ko so slišali novico, da bo Nico Hülkenberg nadomestil Lancea Strolla, a uradno mi o tem nismo vedeli nič. Sedaj ne bom špekuliral, če sta in kako sta ti dve stvari povezani. Namreč težko bi verjel, da nekomu v ekipi Formule 1 bi bilo potrebno imeti take izgovore, zakaj ne štarta dirke, a ljudje smo različni. Vsekakor je meni osebno zanimivo nekaj drugega. Namreč v sezoni 2020 do sedaj smo imeli 2 voznika, katera sta bila pozitivna na COVID-19. In slučajno oba v eni in isti ekipi. In to v tako dolgem časovnem obdobju, da težko verjamem, da bi eden okužil drugega. Vsaj tako pravijo strokovnjaki. Namreč, ukolikor Sergio Perez bi bil pozitiven, mu ne bi pustili niti biti prisoten tam. Zato je slika izjemno zanimiva, kajti sprašujem se, kakšni so varnostni protokoli pri ekipi Racing Point in kako se jih držijo. Sicer viri navajajo, da Lance Stroll ni kršil tega varnostnega protokola FIA in da bo prisoten tudi na naslednji veliki nagradi Portugalske. Sicer ni znano, ali je uradno negativen ali ne, verjetno je, verjamemo to, a zanimiva situacija. Namreč lahko bi rekli, da pri ekipi Racing Point se ne držijo pravzaprav tistih pravil, katere je zaukazala FIA, a videli smo tudi pri drugih primerih, pri drugih ekipah na začetku sezone, da so se temu malce izogibali. Verjetno imajo pri ekipi Racing Point izjemno malo sreče, a vseeno zanimiv primer, kateri zasluži komentar. In to je bil tudi zadnji sklop za ta teden. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.